Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Po 2 letih nadaljujemo serijo Nauk o glasbi in sicer to je 3. video nauka o glasbi, kjer bomo nadaljevali z notnimi vrednostmi, z ritmom, z ritmičnimi posebnostmi, z tempom, dinamiko in tako naprej. Pridejo v življenju spremembe in tem se moramo prilagoditi. Skratka, da ne dolgovezim, bomo kar nadaljevali. In v zadnjih videih, za katere se vam tako zahvaljujem za vaše oglede, kar čez 400 ogledov, sem bila zelo prijetno presenečena. V zadnjih videih smo obravnavali torej notne vrednosti, pavze in seveda tudi govorili o tem, kako se nekaj izvaja. Naredili smo nekaj vajic, ampak nismo pa konkretno delali izvajanje nekih notnih vrednosti. Namreč vsaka notna vrednost ima neko svojo dolžino, seveda nek svoj ton. Zdaj, ko smo razlagali, ko govorimo o ritmu, ta ton ni nujno definiran. Ker melodija, kakor sem že takrat opisala, gre lahko gor, gre lahko dol, v granju imamo visoke tone, imamo nizke tone. Pri ritmu pa to ni tako nujno definirano. Zdaj jaz lahko vzamem en definiran ton in s tistim enim definiranim tonom, recimo ta, 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 vzamem ton in s tistim tonom potem uprizarjam ritem. Lahko pa jaz enostavno vzamem nek zvok in potem ritem odritmiziram. Skratka, ampak tudi že sama dolžina, če jaz naredim, sem jaz rabila počakati. Zdaj, ker moj marker ne zna peti, ne more prikazati dolžino neke note, moramo se mi zavedati, da vedno tu teče v ozadju nek čas. Kdaj pa se začne ta čas? Z pričetkom taktovskega načina oziroma z pričetkom našega štetja, seveda. Če si mi odštejemo neko mero oziroma metrum, 1, 2, 3, 4, seveda bomo začeli na 1, lahko se pa dogovorimo, da začnemo tudi na 4. Zdaj, to so tudi stvari, ki jih bomo obravnavali, ampak pomembno je to, da se zavedamo, nek ton je vedno, neka dolžina je prisotna za vsako notno vrednost. Torej vemo, da celinka ima največjo, ker ona je najbolj cela in ima največjo težo. Moja zvesta tabla je še vedno pri meni in z mano in z menoj in potuje z menoj. Skratka, imamo celinko, imamo četrtinko, polovinko je še vmes, osminko in šestnajstinko, pa 32 in tako naprej. In vsaka ima neko dolžino. Seveda bo celinka najdaljša, 64 bo precej krajša, bo ena 64 celinke. Ampak, skratka, kako sem jaz rada poučevala, ko sem poučevala v pionirskem domu ali pa ko sem poučevala privat, kako sem jaz rada izvajala tele notne vrednosti. Namreč, glasbene šole učijo, recimo, da imamo neko primer, bom dala zdaj tukajle en taktus, en takt, da se spomnimo, tukaj nazadnje imamo končaj, tu imamo 2 taktnici, bom naredila 2 takta, zdaj imamo en prvi takt, drugi takt in bom dala taktovski način, kar koliko je česa, torej 4 četrtinke, torej spodaj imamo notno vrednost, torej imamo količino teh notnih vrednosti. In bom jaz zdaj dala tukajle ene par primerov, tukaj bom dala četrtinko, 2 osminki, pa polovinko, imam vrednost 4 četrtinke, imam 1, 2, 3, 4, ok. Zdaj pa rada tukaj naredila, tukaj bom dala četrtinsko pavzo, pa četrtinko, pa bomo dali malo še šestnajstink, ker vse 4, torej imamo četrtinsko pavzo, 1, 2, 3, pa pavza osminka. Ok, tak en raznolik takt.
sem zdaj nekako približno narisala. In glasbene šole ponovadi učijo za vsako noto, da se izvaja na ta. Torej imamo ta, 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 imamo dve osminki, torej vsako posebej ta, 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 v glavnem. Ko imamo pauzo, je nota, mislim, to je notna vrednost, ampak je pauza, pomeni, da se ne izvaja, ampak kar še ne pomeni, da ritem ne teče dalje. Toda zelo je pomembno, da si odštejemo našo mero od samega začetka in jaz se zdaj odločim, kdaj bom začela to izvajati. Zdaj v glasbeni šoli učijo takole, ne? Ta, 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 taka, taka, ta. Predstavljate si mojo roko, zdaj takole, da dela konstantno, da gre tja in nazaj, kot da bi jaz zdaj ploskala. Ponovadi sem to, tisti učenci, ki boste to gledali, se boste spomnili, ne, tega. Ko začnem tu zgoraj, do tu in nazaj, torej ena, to je ena četrtinka, torej 1, 2, 3, 4, kar pomeni, da je pot od tukaj pa do tukaj sta dve osminki. Ena, dve osminki. Če sta tukaj dve osminki, pomeni pri vsaki bosta dve šestnajstinki. Taka, taka, ta, ta, ta. Ok, zdaj, vem, da zdaj malo to zmedeno zveni, ampak gre se za to pot, oziroma čas med prvim in drugim udarcem. Ta čas, ta mera. Zdaj, kakšno hitrost se odločimo, to je povsem zdaj od nas odvisno. Če pa je v partituri, v notnem zapisu definirano, napisano, kakšna mora biti hitrost, moramo to enostavno upoštevati. O hitrosti oziroma o tempu se bomo pogovarjali malenkost kasneje, upam, da mi bo danes vse uspelo, ampak skratka, v glasbeni šoli potem poteka to tako, ta, ta, ta in en dolg ta, ker rabim ta, 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 rabim vedno šteti do 4, ta, taka, taka, ta. In to je zelo pomembno, ker tukaj sem namreč na prvo, na težko dobo naredila pauzo. Vsaka prva in tretja doba v ritmu je težka. Predstavljamo si korak. Tudi če smo desničarji ali levičarji, naj bi bila naša dominantna noga, če imamo noge, desna in je prvi korak, oziroma s tistim, ki prvim stopimo, je naš prvi naslon in težek udarec, težek korak. Torej prva, druga, tretja, četrta, ta, 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 ta. To je prva in tretja, sta v glasbi definirani kot težki dobi, bom označila kot T, to sta pa lahki dobi. In tukaj sem naredila moram zdaj klele označiti, da se boste predstavljali, tole je ena cela vrednost, je pauza, tukaj imam drugo četrtinko, je četrtinka, moja tretja četrtinka je celo tole, in moja četrta je seveda oboje to. In na udarec, kjer bi morala biti nota, je pauza, zato rabim narediti tišino. Jaz v svojih letih učenja sem se pa rada malo poigrala. Učila sem namreč v pionirskem domu in tam smo uporabljali mali glasbenik, torej glasbeni zvezek, in se mi je zelo prikupno zdelo namreč označba, da so četrtinke označene kot rak,
beseda rak. Ko imamo osminke, da se boste spomnili, imamo riba. In ko imamo 16, imamo rakovica. Dobro je si zapomniti po zlogih, namreč lažje, sej gre taka, sej gre, ne, taka, gre. Taka je v glasbenih vodah dobro vedeti, še posebej, če gremo na kakšno naprednejšo, na višjo raven, zaradi tega, ker je lažje zaradi jezika hitreje lahko to natreniramo, da lahko tudi kakšne 64, 32 izvajamo. To so res že pač naprednejši nivoji, ampak za naše potrebe rakovica, da vemo rakovica, da znamo definirati vsako 16, ali prije na ra, ali prije na ko, ali prije na vi, ali na ca. To je bilo zelo dobro, še posebej, ko sem pri tolkalcih oziroma pri bobnarjih, smo imeli ritmično koordinacijske vaje in da se ve, ali prije desna, leva, katera roka je prišla na vrsto. Ampak skratka, gremo mi zdaj ta dva takta izvajati. Najprej bomo za ta, pa taka, potem bomo pa z tem živalskim, morskim kraljestvom. Tako da, pa dajmo skupaj. To imamo. Odštejemo, pa se odločimo, 2, 3, začnemo. Ta, taka, ta. Torej, ta. Zelo pomembno je ta. To, ko sem pritisnil plosko prela, še enkrat. Naredim. Na prvo je pauza, na drugo ta. Na drugo osminko je ta. To si moramo predstavljati kot plosk, ne? Na prvo ni nič, je pauza, na drugo, ko se vrne udarec nazaj, je pa nota. Tukaj je bila pa pauza. Zdaj pa gremo z rakovicami pa ribami. Gremo. 1, 2, pa bolj počasi, 4. Rak, riba, za polovinko je pa ni, ne, bomo pa kar dolgo ta naredili. Še enkrat. To pa za dolgo je ni, lahko pa bi jo poimenovali kot kaj. Lahko rečemo sol, ja, da imaš sol. Zdaj, ker gre, ker je sol pa morska voda pa ocean pa to, ne, pa rak pa rakovica pa ribe, to bo šlo. Lahko dobite malo vid, kako sem rada učila. Skratka, gremo še enkrat. 3 in 4, rak, riba, sol, rak, rakovica, ba. Zakaj ni na ri? Ker ri je pauza, na ba je udarec. Še enkrat, malo hitreje. 1, 2, 3, 4, rak, riba, sol, rak, rakovica, ba. Ba. Ok? To je bilo malo utrjevanje. Skratka, takt in njegovo izvajanje. Zdaj bi pa danes naredila uvod v ritmične posebnosti in sicer v prvo ritmično posebnost od 3, ki jih bomo obravnavali, ki so osnovne ritmične posebnosti. Poznamo piko, triolo in sinkopa. To so ritmične posebnosti. Seveda, ne? Seveda imamo v življenju stvari, ki so navadne
normalne, imamo stvari, ki so nekaj posebnega. In tako tudi v glasbi. Imamo ritmične posebnosti. In danes bom naredila uvod v triolo. Zelo enostavno je to. Tudi če so nekaj posebnega, to še ne pomeni, zdaj bo pa to nekaj ful zahtevnega. Ne. To je zelo vsakdanje, zelo sliši se na daleč, da je to, to je malo drugače kot neka četrtinka, kot neka osminka, kot neka šestnajstinka. Sliši se na daleč, začuti se. Zakaj? Vsi imamo v sebi utrip, srčni utrip in ima neko določeno hitrost in tudi določen ritem. In vsak človek ima občutek in smisel, ko je nekaj posebnega, ko nekaj ni v ritmu. Zato pa imamo recimo srčno, kako se bom rekla, obolenje, ki se ji reče aritmija, ne? Ker ni v ritmu, ampak je v aritmu. A pomeni ne, v latinščini oziroma tudi v italijanščini je bilo veliko prej. Torej nekaj, da je v aritmu, pomeni, da ni v ritmu, je ne v ritmu. Torej, ko naše srce ima aritmijo, pomeni, da ni v tistem ritmu, kakor bi moglo normalno biti, ne? Tako da ritmične posebnosti in začeli bomo s prvo in je to triola. Triola, da bomo lažje naredili to, ko smo imeli našo pico. Zdaj imam celo pico, zdaj pa rabim to celo pico razdeliti na 3. Recimo, da so to 3 enakovredni deli. Zdaj še zmeraj govorimo o glasbi, čeprav sem zdaj tukaj naredila neko shemo, a ne? Še zmeraj govorimo o glasbi. Danes bomo obravnavali triolo v definiciji, naslednjič bomo triolo izvajali. Ok? Triola. Triola je, najlepše se je to zapomniti, tako kakor je, ali pa znati povedati s svojimi besedami. Triola je ritmična posebnost, ful ste pogrešali moje pisavo lepo, ne? Zdaj pa, kaj ona naredi? Glejte, ona nekaj razdeli. Ki ali katera razdeli dobo na 3 enakovredne dele. Enakovredne, piše bedne skoraj, dele. Na 3 enakovredne dele. To bi osnovnošolec verjetno lepše napisal kot jaz. Ja, učiteljica, ful grdo pišete, ja vem, se zgodi. V japonščini ful lepše pišem, by the way. Mimogrede. Tako, torej triola je ritmična posebnost, ona je nekaj posebnega, ki razdeli dobo, tole besedo si lahko malo označimo tukaj, če dobro vemo zdaj, kaj je doba, ki razdeli dobo na 3 enakovredne dele. To je zelo pomembno. Vsi 3 deli morajo biti enaki, če ne, ni triola. 3 enakovredne dele. Zdaj vam bom pa jaz tole malo. Če imamo mi rak, 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 rak. Riba, 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 riba. Rakovica, 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 rakovica. Solata, 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 solata. Rakovica, rakovica, riba, riba, rak, 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 rak. Vmes sem izvajala triolo, sem dala noter še eno morsko solato, dala sem solata. In ste lahko zaznali, da je nekaj čist,
kar nekaj drugače. Prej je bilo vse zelo tako, riba, rak, rakovica, solata, kot da se vse lepo nekaj zmehča, nekaj vse tako. In mogoče ste že slišali, triola se uporablja v ternarnem zapisu ogromno. To smo imeli binarni in ternarni zapis ritma v prvem ali drugem videu. Torej, triola se veliko uporablja pri valčku. Občutek je kot šestosminski taktovski način, tričetrtinski taktovski način, ampak je vse tri tobe morajo biti enako dolge. Zakaj pa ni to? Ja, se je isto, če bi napisala tri osminke v šestosminskem taktovskem načinu ali pa eno triolo. Seveda ni isto. Zato, ker v tistem šestosminskem ali tričetrtinskem taktovskem načinu bo triola zvenela še bolj drugače, še bolj zmehčano, še bolj nek posebnega in ekstra. Ampak bo tam v tistem okolju zvenela bolj naravno. Zato pa se recimo ritmične posebnosti, kot so triola, pika in sinkopa, ogromno uporablja v jazz glasbi. Jazz glasba ima ogromno tega. Tako, kot nekdanja bobnarka lahko povem, pa tudi sem jazzistka, ampak ja, upam, da vam je bilo danes všeč, da ste lahko danes kaj ponovili. Naslednjič bomo nadaljevali s triolo, bomo jo izvajali in potem nadaljevali s piko. Pika bo vzela kar veliko manj časa, nazadnje sinkopo in govorili bomo o tempu in spremembe tempa, o dinamiki. Skratka, kar nekaj nas čaka, jaz sem nazaj. Jaz sem se odločila, da bom te videe nadaljevala z vami in če najdete nekoga, ki mu te videe in te vsebine koristijo, prosim, podelite dalje. Kar se tiče pa za vse tiste, ki ste me za japonščino spremljali, pa hvala vam za komentarje. Videla sem vas, pa tistim, ki ste mi mail napisali. Japonščino bom tudi nadaljevala, ampak vse ob svojem času, ok? V glavnem, imejte se fajn, se vidimo v prihodnjem videu. Čau, čau!